Glejte, kolegica, dolgo leto sem v parlamentu, zdaj jaz ničesar nisem izval, gospod Sukič, ker njo niti nikoli ne poslušam, niti je ne omenjam, ker so njene razprave, glejte, izven vsega. In zdaj ne vem, o čem je ona imela repliko. Jaz nisem omenil z nobeno besedo. Glejte, če je kdo Ahilova peta slovenske politike, to Stranka Levica. To pa je Ahilova peta. To pa je, glejte, in mislim, da vso gospodarstvo Slovenije takrat je razumelo, kaj je Luka Mesec mislil. Zato je moj postopkovni predlog, da če nekdo želi repliko, upoštevajte repliko, da je bil narobe razumljen. Jaz, gospe Sukič, nisem citiral, dobene iz njene izjave ali pa njene predhodnih zadev nisem citiral, ker niti ne poslušam. Ne poslušam, sploh ne. To škoda za moj razvoj moje inteligence in za karkoli izgubljanje prostega časa. Resno. Jaz lahko grem s kolegi, marsikaterim kolegom neko debato, lahko argumentirano, neargumentirano, kaj srž neke demokracije. Tu pa brez veze se sploh oglaša še kdajkoli, ker jaz tega ne poslušam. Avtomatsko dam na off, ko govorijo z levice in počakam, da prije nekdo drug, ki morda ima kakršnekoli argument. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Franc Breznik, ste slišali, da sem kolegico opozorila. Sedaj imamo ponovno postopkovni predlog. Kolegica Nataša Sukič, izvolite. Ja, spoštovana predsedujoča, moj postopkovni predlog je, če ste mene opozorila, ko sem klepetala, bi lahko kolega opozorili, da ne bo mene žalil, kot da sem nek skrajno neinteligentni primerek in da to žali v moje razprave njegovo inteligenco. Mislim, da je to žalitev par excellence in da prosim, da tudi tokrat reagirate pošteno, tako kot ste mene opozorila. Mislim, da je čas, da tudi njega opozorite. Hvala lepa. Jaz pa mislim, da je čas, da sejo prekinemo.